imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Spoštovani katoličani, Kimberly Hartke, verjetno Američanka, je danes stara 46 let. Pred kakšnimi 8 leti, ko je bila stara 38 let, je bila vsa obupana, sicer je bila kristjanka, ni bila poročena, samska je bila in depresivna je bila. Rada bi se sicer poročila, ampak nikakor ni uspela. Vemo, da tradicionalno katoliško načelo pravi, da se poroka sklene najprej gor pri Bogu, pa še na zemlji. No, ona nikakor ni mogla se poročiti, čeprav bi se rada. Bila je pa seveda feministka, ves čas so ji pripovedovali, kjerkoli je pa že bila, kaj se vem, kako službo je že imela, da naj kar sama ostane, da lahko sama živi, da to ni noben problem. Če človek sam živi. Ja, no, ampak ona je bila nesrečna, depresivna, obupovala je, malodušna je bila. No, potem je pa nek pridigar rekel enkrat, da naj začne brati Sveto pismo vsak dan. Božja beseda. No, in je potem pa si mislila, bom še to poskusila, če mi bo to kaj pomagalo. In seveda vsako knjigo začnemo, kot pravi ona, začnemo brati na začetku, pravi še toliko bolj se za Sveto pismo, ki je knjiga vseh knjig, ki je Božja beseda. No, in je začela brati Sveto pismo od začetka. No, in Sveto pismo se začne z Mojzesovimi knjigami, prva Mojzesova knjiga, druga Mojzesova knjiga. No, in potem je brala, kako je Bog ustvaril Adama pa Evo. No, in potem je prišla do tistega mesta, ki pravi, da človeku ni dobro samemu biti, in zato je rekel Bog, bom napravil, najprej ustvaril Adama, bom Adamu dal družico in pomočnico v življenju, da ne bo sam. No, in potem je ustvaril, Adama je anesteziral in potem je z njegovega rebra ustvaril Evo, in Evo je Adam prepoznal kot svojo družico in svojo pomočnico. Ampak seveda feministke ne priznajo, da so ženske pomočnice, one hoče biti ta glavne, razumemo. One so šefice, moški so na svetu samo kot nujno zlo, če že morajo biti, in čim prej jih ne bo več, tem boljše, ne tako nekako oni razmišljajo, tako se mi zdi, kakor pač berem. Bog jim pomaga jim, da je zdrava pamet, ker to je seveda bolna pamet feministk. No, ampak tako razmišljajo, no in ona je tudi tako razmišljala, kakšna pomočnica mogoče. Ona je hotela biti ta glavna. No, potem je pa brala to Božjo besedo in Bog jo je po Svetem Duhu razsvetlil, da če Bog nekaj reče, tako tudi potem tako mora biti, tako je. No in potem je dejansko začela o tem razmišljala, vidite, in se je meditirala o tem, kot mi rečemo, pa razmišljala, vidite, in je ugotovila, res je. Če je Bog ustvaril ženo, Evo, Adamu za družico in pomočnico, potem pomeni, da je ženska ustvarjena možu za pomočnico in družico. Ne pa, da je ona ta glavna šefica, pa seveda, kaj še vse, kaj hoče vse biti. No in potem pravi, ko je prišla do tega, ko je ugotovila, pravi, da seveda človeku ni dobro samemu biti in da je Bog ustvaril ženske za družice in pomočnice možem. Pravi, ko je to enkrat to sprejela, to Božjo besedo, to Božjo voljo, pravi, naenkrat ni bilo več problem in se je poročila in je srečno poročena. Vidite, in Jezus bi v našem evangeliju rekel, pravi, iščite najprej Božje kraljestvo in njegove pravice, vidite, in vse drugo vam bo navrženo. Vidite, in ko je ta ženska, kak je že bilo ime, ta Američanka Kimberly Hartke, čudno ime, Kimberly Hartke, ko je ta Kimberly, vidite, enkrat to sprejela, to Božjo besedo, ko je iskala Božjo kraljestvo, vidite, njegove pravice, to, kar Bog hoče v njenem življenju napraviti, ne to, kar je ona sama hotela proti Božji volji, vidite, enkrat ni imel več problem in se je poročila in srečno poročena. Ja, pravi, in ko je to ugotovila, pravi, je začutila željo, da bi tudi drugim ženam pomagala in potem je še drugim ženam o tem pripovedovala, kako je ona rešila svoje probleme, kako je enkrat prišla iz svoje depresije, iz svoje pobitosti, iz svoje malodušnosti, vidite, kako je zdaj srečna, ko je poročena, ko je pomočnica svojim možem, pomaga svojemu možu, vidite, pri njegovi karieri
in ne da pri njegovi karieri, v njegovem poslanstvu, in je sedaj poročena žena in mati svojim otrokom. Vidite, to je tisto, kar Bog za večino žena na tem svetu, vidite, želi, je Božja volja, da se pač poročijo in da so zveste žene svojim možem, pokorne svojim možem, ne šefice, pa da glavne, pa karieristke, ampak pokorne vsem, kar je seveda Božja volja, in seveda pomočnicam in družice svojim možem in matere svojim otrokom. No, potem pa opisuje nekaj takih primerov žena, ki jim je tudi pomagala s tem svojim spoznanjem, ki ga je spoznala v življenju, vidite, s svojim zgledom pomagala in potem seveda imena je spremenila, ker imena se je spremenila in potem našteva nekaj takih imen, nekaj žen, pa Celije, pa Abigail, pa potem recimo zelo takšen, vse te ženske, ko so enkrat sprejeli to Božjo besedo, ta načrt, ki ga ima Bog z njimi, svoje poslanstvo, ki ga imajo kot žene, kot poročene žene, zakonske žene in matere svojim otrokom, vidite, kot pomočnice in družice svojim možem, ne pa njihove šefice, pa da glavne, pa ne kaj že vse. Vse so naenkrat se lahko poročile in so srečno poročene. Prej se pa niso mogle. Med njimi recimo neka Sju seveda spomenjeno ime, to je samo tako se spostojno ime. Pravi, ona je bila, kaj mislite, vojakinja. Ona je zasledovala vojaško kariero. Seveda vojska pa ženske ne spadajo skupaj, ampak za feministke seveda so vojakinje, pa policistke, pa ne vem kaj še vse, do njih strašno ambiciozni cilje, karijera seveda, vidite, in seveda vojski, jaz sem bil v moški vojski v JLA. V JLA, vidite, v vojski smo samo še moški, nas imajo v Ameriki, imajo ženske. No, ko sem jaz bil v vojski, vidite, vsak oficir, ki je v vojski, kaj zasleduje, vidite, zasleduje in si želi, kaj čim večji čim prijeti v vojski. Kaj ti čim večji čin ima, večja je plača, večja odgovornost, več vojakov imaš pod sabo, ki jim ukazuješ, vidite, in zato v vojski vsak vojak si želi, oficir, ne navaden vojak, si želi napredovati čim več tistih, mi smo imeli črtice ali pa zvezdice, pa tiste obšitke, da bomo razlagali. Torej, kakorkoli že, tudi vidite, ta vojakinja je hotela čim več teh činov si pridobiti, čim više priti v tej hierarhiji, vojaški hierarhiji, čim više postati generalka in kaj še vse. No, potem je pa srečala to Kimberly Hartke in je spremenila svoje razmišljanje, mišljenje, ni bila svoj feminizem feminizmu se je odpovedala, vidite, in sprejela Božji načrt, vidite, Božji načrt z njo, ki je ima na tem svetu, svoje njeno poslanstvo kot žena, vidite, da hoče biti poročena žena, družica svojemu možu, punča svojemu možu, ne pa generalka v vojski. In kaj se je zgodilo? 8 let pravi, to je bilo v Južni Dakoti, jaz sem marševal v Severni Dakoti, v Južni Dakoti, no v Južni Dakoti je bilo pravi, 8 let je že poznala nekega moškega, pravi 8 let, ampak nikoli ni pokazal nobenega zanimanja za njo. Pravi, ko je naenkrat spremenila svoje mišljenje in sprejela Božje poslanstvo, ki je Bog daje, ne pa njeno poslanstvo, češ, da bo ona ta glavna, pa tako pa kariero delala. Pravi, naenkrat je tisti moški dobil velik interes, no, se z njim poročila, in je srečno poročila. Zanimivo, vidite, kot čudež. Ampak zakaj, vidite? Ker je iskala najprej Božje kraljestvo, kaj Bog hoče za njo, ne pa kaj je ona hotela delati svojo kariero, pa ne vem kaj še vse. Vidite, in potem je seveda, lahko rečemo, je Bog navrgel srečen zakon, se je poročila, še vedno pravi sicer v rezervi, v vojaški rezervi, ampak to je samo rezerva. Pravi, in tam neki v tistih lokalnih šolah, tam nekje lahko, kot neka učiteljica lahko, pravi, ampak njena glavno poslanstvo je, kaj biti zakonska žena, svojemu možu, njegova pomočnica, družica in mati svojim otrokom. Vidite, to so stvari, ki jih feministke absolutno odklanjajo, ne sprejemajo. Vidite, zato so tako nesrečne. Jaz poznam na tako karieristko, vidite, podjetnico, ko reče Slovenija, podjetnica, uspešna, podjetnica, nas malo celo tekmujejo, kjera podjetnica Slovenija bo bolj uspešna, vidite, v napačno smer. Vidite, Božja volja ni, za Božjo voljo za ženske ni, da so uspešne podjetnice, ampak da so uspešne zakonske žene in
matere s svojim otrokom, ampak seveda kot družice in pomočnice, ne kot šefice. In je seveda neporočena in se dobro poročila. Po eni strani vidite, to je Božja priložnost. Zakaj? Zato, ker tisti, ki gre proti Božji volji, tisti enostavno se ne poroči, nima otrok in hvala Bogu, s tem se svoje neumne nevire ali kaj ne prenaša naprej na druge. Ker potem otrok je vzgojen tako, da je takšen kot sam sebi, ker jabolko ne pada največ od drevesa in potem nas ne več škode kot koristi, če se tak človek poroči. Enostavno jim Bog ne dovoli, da bi se poročili. Je neporočena, ne bo nikoli se poročila. Ja. Je pa uspešna podjetnica. Ja, ampak seveda nesrečna, ne more biti srečna. Žena je lahko, človek je lahko srečen samo, če dela nekaj, kar je v skladu z Božjo voljo. Vidite, moški in ženske smo ustvarjeni z nemrlimi dušami, z enakim dostojanstvom pred Bogom, ravno tako smo grešnike in grešnice, grešnice, ampak z različno vlogo v tem življenju in z različnim poslanstvom, ki ga imamo na tem svetu. Vidite, to si zapomnimo. In tiste zapomnimo, vidite, ne glede na to, vidite, tudi če so na svetu, če so vse feministke ženske, pa vse ampak vse ženske hlače so seveda paradni konj žensk feministke. One pač s moškimi tekmujejo, ne da bi moškim pomagali, ampak z njimi tekmujejo, jih sprodajiva in tako naprej. No, ampak moram pa reči, da zdaj, ko moram tle časih, ko so turisti vozijo tle, pa grem tle okrog skozi Borovnico, tle na vrt, moram pa reči, da sem že videl pred hišami kar nekaj žensk in vse so bile v oblekah ali pa v spodnjih krilih. Poglej, kako pred 5-10 leti to sploh ni bilo mogoče. Žensko krilo sploh nisi mogel videti, razen v kapeli. Ne? Danes sem pa že videl, sem šel, sem šel, pa sem videl nekaj žensk pred hišami. Vse so bile v spodnjih oblekah pa krilih. Sem rekel, poglej, kako se spreminja, vidite, kako ženske spet postajajo normalne. Spet se normalno se oblačijo, vidite, ampak seveda treba je o tem govoriti. Moški seveda se ne upa o tem govoriti, ker se bojijo feminist, ne? Ampak jaz se bojim samo Boga, ne pa feminist. Ja, tako da o tem govorim in tudi potem, če treba, ja, torej ne bojimo se povedati resnice. Vidite, ker je tako pomembno, vidite, ker pogledajte, ta ženska, če bi naprej, ta Kimberly Hart, če bi še naprej živela po svoji feministični filozofiji, pa ne veri, ali kaže zablodi, vidite, ja, mogoče bi celo samomor naredila, vidite, tako je pa začela izbrati Božjo besedo, ugotovila, kaj je njeno poslanstvo v tem življenju in je seveda danes srečno poročena žena. No in tle imam en takšen zgled, sem dobil od Huga Ovna, ki o tem, mislim, da on o tem piše. Ja, vidite, v tem sem dobil en zgled, recimo, enega zakonskega para, no, to je bil kralj Sveti Ferdinand III, španski kralj, živela v 13. stoletju, pa njegova žena Joana. Vidite, ta španski kralj je seveda, takrat je bila rekonkvista še, se pravi, da iz Španije so izganjeni muslimani, ki so v Španijo prišli 711, mislim, da se pravi v 8. stoletju in potem je trajalo več kot 770 let, da so Španijo osvobodili od muslimanov. No in ta Ferdinand je oblegal neko mesto, ki se imenuje Sevilla. Oblegal je, ja, na špansko mesto, veliko mesto, zdaj seveda ne bom našel tega imena, vse mestna je Sevilla. Ja, s 166 stolpi. Zelo težko bilo zavzeti to mesto in oblegal, pa ga ni ga mogel zavzeti, nikakor ne. Preveč utrjeno je bilo to mesto špansko. No, potem je pa njegova žena Joana dala napraviti neko podobo Blažje device Marije, ki jo je kralj Ferdinand III poimenoval devica od kraljev. Devica kraljev. In potem je Marija iz te slike temu kralju spregovorila, iz te slike, ki jo je dala napraviti njegova žena, spregovorila in mu povedala, kaj naj naredi, da bo to mesto zavzel. In je Marija ubogal in je mesto zavzel. Vidite, to je solomate. Žena je bila, Marija kraljica je bila pomočnica svojemu možu. Vidite, ampak to je seveda tradicija. Tradicija, ki vedno drži. Tradicija
je nezmotljiva. Vidite, ampak danes vemo, da je bil drugi Vatikanski koncil, pa modernizem, vidite, ki poči, pa ki poči, da ni, ne, res, da so v zakonu so vsi enaki, žena ni treba biti pokorna možu, in tako naprej, vsem, kar je Božja volja, in tako naprej, vidite, razdira, vidite, uničuje vse to, kar je tradicija učila, vidite, tradicija, po kateri so živeli katoličani, vidite, vse do drugega Vatikanskega koncila 2000 let, vidite, in živeli in svoje duše reševali. Modernizem pa seveda je proti tradiciji, uničuje tradicijo in zato seveda imamo, kar imamo. No in dr. Peter Scott, pater Bratušne 50. On na svojem, jaz sem ga slišal v Ameriki, ko sem bil, on je rekel, da bi me tako vzel v Ameriko, on je nekaj časa v Ameriki, ta glavni superior v Ameriki, Bratušne, je rekel, da me tako vzame, da bi v Ameriki ima šel. No, on recimo piše članke, oziroma, veliko člankov, vidite, 7 člankov napisal o tem, kako so modernisti vsak sakrament spremenili po drugem Vatikanskem koncilu. Medtem tudi piše o zakonu, svetem zakonu, pravim, da je pa ne čudno. Vidite, ne samo, da so spremenili, oni so spremenili, vidite, tradicija uči, da je glavni namen zakona rojstvo in vzgoja otrok za Boga in za nebesa. Drugi namen zakona je pa medsebojna pomoč zakoncev in zdravilo za požaljivost. Drugi namen. Medtem ko drugi Vatikanski koncil modernisti pravijo, ne. Najprej je medsebojna pomoč zakoncev, potem so pa otroci, če sploh so otroci. Zato učijo modernistično kontracepcijo, učijo seveda feminizem, imajo ministrantke in imajo delivke obhajili in tako naprej. In zdaj hoče biti seveda duhovnice, pa škofice te njihove feministke in papežinja, seveda je, in Bog se nas usmili. Ja, no in na koncu naj sam še to rečem. Poglejte, mi v litanijah Matere Božje Marijo kličemo kaj? Med drugim za pomočnica kristjanov, auxilium Christianorum. Naša Božja mati Marija, ki je rodila našega Boga, našega stvarnika, rešenika, sodnika, enega sam Boga z meškanim še svetim duhom. Vidite. Ona, za njo ni nobeno ponižanje, če jo mi kličemo za pomočnico nas samih kristjanov. Medtem ko feministke zgubijo, feministkam pade koran z glave dol, če mi reč, da so one pomočnice, mož pa govorkoli, že Bog ne daje. To je, če bi imeli pištolo, bi te ustrelili, če bi to rekel. Tako so besni. Vidite, kako neka hudičeva filozofija, neka zabloda, vidite, ljudem spremeni njihovo mišljenje, vidite, in jih dobesedno jih peha v pekel, pogubljenje, ker take ženske seveda ko če take ostanejo, če se prevrne, se ne morajo zveličati, kajti v nebeskih nobene feministke. Marija je glavna borljivka proti feminizmu, vidite, skupaj seveda s svetim Jožem Vazijusom, vidite, in vsem angelskih nebeskih strojnim Bogom, vidite, glavna nasprotnica dviga te zablode, ampak kaj čemo, večina žensk, nažalost, koliko še lahko vidim, te zablode, vidite, pritrjuje in živijo po teh zablodah. In na koncu, samo še ena stvar, vidite, spomnimo se, vidite, da je 6. avgusta, zdaj se poslavljamo tega meseca, 6. avgusta 1945. leta, vidite, ko so Američani vrgli na Hirošimo atomsko bombo, vidite, v obletnica, vidite, tega groznega dogodka in je umrlo v trenutku, vidite, koliko ljudi, 140,000 ljudi, čez 3 dni so vrgli bombo na Nagasaki, ki je umrlo v trenutku 246,000 ljudi, mislite. Vidite, ko so vrgli bombo na Hirošimo, so bili v središču te eksplozije, ta eksplozija je bila gor v zraku, v središču te eksplozije je bilo župnišče, jezuitsko župnišče v Hirošimi, kjer je bilo med drugim, kjer so živeli drugimi 4 nemški jezuiti. Hugo Lassalle, Hubert Schiffer, William Kleinsorgen, pa Hubert Cieslik. Vidite, in vsi 3 so bili v samem središču eksplozije. Vsi 3 so ostali živi, vsi so rekli, da so sicer poleteli po zraku, padli dol na tla v svojih hišah in ko so pogledali okrog, je bilo vse ravno okrog njih, vidite, njihova hiša pa cela.
In potem so, vedno, ko so jih odkrili, da so živi, zdravniki so jih pregledali in so rekli, pa, da bodo nekaj dneh bodo pač njihova telesa razpadla in bodo umrli. Enostavno, ker tisto sevanje okrog in okrog kilometre je ljudi pomorilo, jih spremenilo prah in pepel, oni so pa živi ostali. Oni so živeli še dolga desetletja. Kakih 200-krat so jih še preiskali do njihovih, dokler so pač bili živi, vidite, in nobene posledice niso imeli, nobenega sevanja, nič ne bilo, nič so razpadli. Ampak, vidite, ko so jih vprašali, komu oni pripisujejo to, da so ostali živi v samem središču eksplozije atomske bombe, so rekli, mi pripisujemo temu Fatimski Mariji, kajti vsak dan smo v tej hiši molili po navodilih Fatimske Marije, rožni venec, pravi, Fatimska Marija nas je rešila, vidite, tako tudi z nami. Mi smo v samem središču eksplozije česa? Modernizma in globalizma, prihajajočega antikrista, vidite, ampak če bomo ostali zvesti Mariji, molili rožni venec, ostali zvesti katoliški tradiciji, vidite, bomo prej ali pozneje bomo sicer umrli, ampak bomo rešili svoje duše in prišli v Bogu nebesa. Če ne, bomo pa pogubljeni. Zdaj pa hitro končaj, si že tu zamudil, ne bo ne pomagati, star sem že pa pozabljam. Pa še tisto glavno križišče, ko pelje do moje Črne vasi, je bilo danes zaprto, ker asfaltirajo tisto križišče in smo morali okrog in okrog vojiti tam do Tomišlja pa nazaj. To se pravi, ja, ampak se zgodi, ne upam, da bo boljši drugič. Meni Očeta in Sina in Svetega Duha.